Ponovno smo se odločili, da bi imeli Henga, tako da na začetku smo isto prekinili zdravljenje, potem je pa tudi v 3. mesecu je spet počas bolezen začela delovati, zmer hujš in so mi zamljali terapijo z drugimi biološkimi, ki naj bi bile primerna za nosečnost, tako da zdaj se počutim super. Moj sin bo star 1 leto, se imamo super, uživamo v dogodivščinah in novih raziskovanjih. Nosečnost je bila načrtovana in kontrolirana s pomočjo revmatologov in ginekologov. S pomočjo zdravila smo ustavili psoriatični artritis in do konca je bil v remisiji. Tik pred porodom sem prenehala, ker so taka navodila in kasneje, ko so se zopet začela težave, tam 1 mesec po porodu, sem ponovno začela in tudi lahko naprej gojila in še gojim. Kot mati, ki želiš, da bi otrok bil čim bolj zdrav in da čim manj stvari vneseš v majhno telo, nimaš pomisleke, vendar glede na mnenja zdravnikov, da pač dejansko zdravilo ne prehaja in da ne vpliva, sem se odločila, da bom odgojila. Zavedam se, da sem hvaležna, da je medicina toliko napredovala, da smo tudi bolnice z psoriatičnim artritisom lahko zanosimo in donosimo otroke. Biti mama je zelo lepa izkušnja, doživiš mnogo neprecenljivih trenutkov in izkušenj, stvari, ki si jih prej niti ne predstavljaš, kako lepo je in kaj vse to doprinese. Zato, ker pogumno načrtujte nove začetke. In takole pogumno z novimi začetki bomo nadaljevali današnje izobraževalno srečanje. Zato vas, profesor dr. Matija Tomšič, kar prosim za vaše predavanje o umetnih revmatičnih boleznih nosečnosti. Lep pozdrav vsem. Tole predavanje sponzorira Medis. Bi pa povedal, da pravzaprav večina umetnih revmatičnih bolezni nažalost je bolj pogosta pri ženskah. In da te bolnice lahko zbolijo že zelo zgodaj, nekatere bolezni pravzaprav so prav značilno, da začnejo v rodnem obdobju. In ne glede na to kronično bolezen, ki praviloma zahteva kronično zdravljenje, seveda si želijo bolnice na nek način ustvariti družino. In prvo, kar bi se želeli pogovoriti z bolnico, je to, da ne malo potrpi, da se bolezen umiri. Namreč, ko je bolezen umirjena, je veliko lažje za nositi. Poleg tega je veliko boljše okolje za majhnega otročka, ki raste. In če bolezen pravzaprav ni dobro umirjena, praviloma se da z bolnicami dobiti. Včasih se pa tudi kaj zgodi, se seveda ob aktivnih bolezni je več spontanih splavov, več je prezgodnjih porodov in več je zahirančkov, zaprav otrok z majhno porodno težo. Včasih smo bili prepričani, da bolnice z revmatidnim artritisom pozanosijo, da se bolezen praktično pri vseh popolnoma umiri. In so te bolnice pravzaprav bile skozi noseče, ker so bile praktično vedno v remisiji. Zdaj vemo, da je takih bolnic približno 50%, pri 50% pa seveda potrebujejo terapijo. In vedno je treba pretehtati. Aktivna bolezen lahko poškoduje otroka na eni strani in na drugi strani vnašanje zdravil lahko tudi poškoduje otroka. Zaradi tega je treba pri tem balansu na nek način zelo previden in seveda uporabljati tista zdravila, ki pravzaprav lahko. Uporabljamo pa številna zdravila. Ene so nesteroidni antirevmatiki, drugi so glukokortikoidi, potem so pa zdravila, ki ponavadi bolnice jemljajo zelo, zelo dolgo. To so pa zdravila, ki spreminjajo
potek bolezni. Zdaj bomo šli po vrsti, kako lahko uporabljamo ta zdravila. Nesteroidni antirevmatiki, delimo jih na klasične nesteroidne antirevmatike, bom povedal malo z imeni, kot so ketonal, brufen, naklofen in tako dalje. Ta zdravila pravzaprav lahko dajemo pred začetkom nosečnosti, v prvem tromesečju jih lahko dajemo, ampak je nekoliko večja možnost spontanega splava, jih moramo pa vedno nehati imati ob 32. tednu nosečnosti. Takrat se mora to zdravilo ukiniti. Pri novih nesteroidnih antirevmatikih, kot so arkoksija, kokseta, celebrex, je podatkov premalo. Zato odsvetujemo, da bi se ta zdravila dajala pred začetkom, med nosečnostjo in tudi ne pri dojenju. Potem je naslednje zdravilo, je medrol. Medrol je super zdravilo, z malo neželenimi učinki, če ga dajemo kratek čas. Če ga jemljete dolgo časa, potem so seveda se neželeni učinki pravzaprav kar množijo. Kar se tiče medrola, je varno zdravilo in ga lahko dajemo med nosečnostjo. Dokazali se je, da je morda nekoliko več splavov, da pa ni nobenih malformacij pri otroku, tako da če potrebujemo to zdravilo, ga lahko uporabimo. Zdaj smo pa pri teh zdravilih, ki jih praviloma bolniki in bolnice jemljajo dolgoročno, leta, da ne rečem desetletja za zdravljenje te bolezni. In prvo zdravilo je metotrexat. Metotrexat je varno zdravilo, učinkovito zdravilo, da ne rečem, da je poceni zdravilo in ga seveda zelo pogosto uporabljamo. Ampak za bolnice, ki načrtuje nosečnost, pa seveda neprimerno in ga moramo 3 mesece pred načrtovano nosečnostjo ukiniti in se ne sme dajati tekom nosečnosti, pa tudi ne med dojenjem. Zanimivo pa je, da moški, ki želi zaploditi otroka, pa lahko to zdravilo prejema. Sulfasalazin je super, vse je jaz, kar pomeni, da lahko pred nosečnostjo, med nosečnostjo in tudi med dojenjem se to zdravilo prejema dalje. Leflunomid je arava, po imenu verjetno ga bolj poznate, ima dolgo razpolovno dobo in če bolnica načrtuje nosečnost, ni dovolj, da se samo prekine zdravilo, ampak se ga mora tudi tako imenovano izprati iz telesa, to pa zato, ker se vedno ponovno posrka iz črevesja, če to ne naredimo in se mora 11 dni dajati holestiramin, da se to zdravilo povsem odpravi in se ga ne sme prejemati med nosečnostjo, moški pa ga lahko prejema, če želi za ustvariti družino. Antimalariki, stara zdravila, varna zdravila, vse je jaz, kar pomeni, da je to relativno varno in to zdravilo seveda tudi uporabljamo. Zdaj smo pa pri bioloških zdravilih. Naslednje leto po 20 let, odkar smo začeli uporabljati v Sloveniji TNF-alfa zaviralce. Ta zdravila uporabljamo manj pogosto in med nosečnostjo seveda ne, ker je podatkov malo, ker so to relativno nova zdravila. Največ podatkov o nosečnosti pa je o TNF-alfa zaviralcih in kar lahko rečem je, da ni dokazano, da bi neugodno vplivala ne na žensko, ne na moško plodnost. Kar pomeni, da so recimo sprejemljiva v času, ko načrtujete družino. So pa med njimi 5 vrst jih imamo, vendarle določene razlike. Mi smo že ugotovili, da če en TNF-alfa zaviralec zamenjamo z drugim, ker je neučinkovit, je drugi lahko učinkovit, kar pomeni, čeprav so si podobna, so si na nek način vendarle različna. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja v procesu, ko je recimo ženska noseča, vidimo, da je recimo tukaj koncentracija v materini krvi 23, v otroku oziroma popkovinih pa celo višja kot v materini krvi. In to predvsem velja za infliximab in adalimumab, ne pa za etanercept, to je Enbrel, to je Humira recimo, to je Remsima in to je Cimzija, ne pa za Cimzijo in recimo etanercept ali pa Benepali. Kar pomeni, da ta zdravila drugače prihajajo preko posteljice, nekatera pa pravzaprav ne. In zdaj, to je recimo različna oblika, schematska slika teh različnih zdravil in vidimo, da se
Tukaj so 3 zdravila, Symphony, Humira, pa recimo Remicade, imajo takole obliko, je ten recept, to se pravi Imbrel, Benepali ali pa Cimzija, pa popolnoma drugačno obliko. In v bistvu se iz materine krvi v otrokovo kri ta zdravila, kot so recimo Humira, Remicade, aktivno prenašajo v otrokovo kri in zaradi tega je koncentracija v otrokovi krvi višja. Zdaj, kakšna so pravzaprav priporočila za zdravljenje? Za ceftriaxonat pegol velja, da se ga v bistvu lahko daje nosečnici, ker praktično ne prehaja čez posteljico. Tukaj je, če je klinično potrebno. Pri vseh ostalih pa piše samo, če je nujno potrebno. Se pravi, majhna razlika vendarle je. Golimumab pa pravzaprav je tisto, ki je morda najmanj zaželjeno, enako tudi infliximab, vendar, če je nujno, se tudi v teh primerih da lahko to zdravilo, vendar se praviloma prekine zdravljenje v 20. tednu nosečnosti. Ceftriaxonat pegol pa praktično lahko prejemajo bolnice do poroda oziroma nekaj tednov pred porodom se ukine. Še nekaj besed o zdravljenju po porodu. Ali ta zdravila prehajajo v materino mleko in odgovor je da, v različnih koncentracijah. Čeprav so tukaj različne koncentracije, ni mogoče neposredno primerjati, ker so bile metode različne. In kakšna so navodila, če nekdo prejema recimo ceftriaxonat pegol, to je recimo Cimzija, praktično ne prehaja in lahko doji, enako velja tudi za adalimumab, lahko doji, to je recimo Humira, pa Amgelita, ponovno in tako naprej, medtem ko za Remsimo in za golimumab pa v bistvu se odsvetuje dojenje 6 mesecev po zadnji aplikaciji tega zdravila. To je nekaj za uvod in če bo vse v redu, potem, če dobro poteka, potem pride pač dojenček.